Suzana? Mene pa zanima, kako komentirate to dogajanje v Viator Vektorju. Delavci namreč trdijo, da so bili njihovi obroki za kredite oziroma celo preživnine, da so kar izgubljeni. Pri primeru Hilde Tovšak ste bili zelo jasni. Kaj boste v tem primeru rekli na to, kar se dogaja? No, kot sem bil takrat obljubil v javnosti in to pred vami, sem obljubo spričo prizadevnosti ministrov, zlasti pravosodnega, tudi držav. Obljubil sem, da bomo, kolikor je v pristojnosti vlade, ker vse ni v pristojnosti vlade, tudi če bi si kakšenkrat želeli ukrepati, ne smemo, zato da bi vzdržali legalnost sistema, da bomo storili vse, kar je mogoče, da se take stvari ne bi ponavljale. In smo. V mandatu te vlade je bila tudi zaradi izkušnje z Vegradom sprejeta zakonodaja, ki upnikom omogoča, da brez soglasja lastnikov insolventno družbo dokapitalizirajo s svežim kapitalom in na ta način iztisnejo lastnike, ki očitno ali ne želijo ali ne zmorejo vestno upravljati z lastnino oziroma za svojim podjetjem. Sicer pa imajo tudi obstoječi lastniki insolventne družbe možnost rešiti situacijo, še sprejmejo sklep, da so terjatve, ki jih imajo upniki, lahko spremenjene v lastniške deleže. S tem upniki dejansko prevzamejo lastništvo družbe, družba pa se reši. Se pravi, rad bi vas opozoril na to, da spričo dejstva, da je Vektor zasebna družba, slovenska vlada ne more reagirati z nekim direktnim instrumentom v situacijo, je pa v tem času, zaradi izkušenj, kot je bil Vegrad in podobne, spremenila zakonodajo. V tem smislu bi se rad zahvalil poslanke in poslance, ki so imeli posluh za to, da so predlog vlade sprejeli tako, da upnikom zdaj ta zakonodaja daje možnost, da brez soglasja lastnikov insolventno družbo lahko dokapitalizirajo. Mislim, da je ta družba taka, da bi to lahko upniki storili, če se bodo za to odločili. Mi smo vsekakor pravno podlago za to dali.